toliko, kolikor je bilo pač, kolikor je stara mama pustila raznih dokumentov in tudi pisem in tudi ona sama je napisala na list, kako je se to dogajalo, ko je bil aretiran in kakšno križev pot je pravzaprav dal skozi in tudi na koncu pač v enem od taborišč umrl. Tako da to je in to je pač vse, kar vemo. In lahko pa so pisali domov ti taboriščniki in je tukaj datum 4.6.43 je lahko pisal domov svoji ženi, se pravi moji stari mami, ampak v italijanščini je moral pisati in je Carissima Zora in tako naprej. Ko je prišel iz Trsta, šel v Kairo Montenotte, je pa lahko pisal že domov tudi v slovenščini in tukaj je pa kar precej enih pisem, mogoče nimamo vseh, bil je pa zelo natančen in je zelo tudi napisal, katero pismo po številki, kateri datum in tako da in to so bile tako in je tako pol to verjetno so v taborišču imeli na razpolago. To je bilo istočasno, je bila to kuverta in na drugo stran je pač napisal Draga Zora, včeraj dobil drugi paket, skratka tudi pakete so lahko dobivali in je potem pošiljal. In je pa seveda bilo verificato per censura, kar pomeni, da so jasno cenzurirali, da ne bi kaj narobe napisal, ne. Tako, to je bilo, ko je Italija kapitulirala, seveda ti vsi niso vedeli, kaj bo z njimi, ne, in se vidi, da so bili pol zmedeni in je tukaj 7.10.43 piše: Draga Zora, jutri zapustimo tukajšnji kraj in nas odpeljejo, a še danes zvečer ne vemo kam. Imenujejo, ne vem kaj, cilj našega potovanja, skratka grejo v Nemčijo, no in potem je pa 9., se pravi čez 2 dni, 9. oktober 43 je pa na vožnji v Innsbruck ali Linz, najlepše pozdrave in pa še dodal je prejel kruh in drugo. Skratka, samo kratko, to so še tudi tele dopisnice italijanske, tako da potem je pa pač prišel v Nemčijo. Tole je pa še na vožnji, to je še na vožnji skozi, ne vem, tle se ne da brati, v Mauthausen, ne. Na koncu je bil pa v Nemčiji, se pravi v Guznu pri Linzu in tam je tudi umrl. Eni dokumenti so seveda njegova pisma ali razgledni oziroma dopisnice, ki jih je pisal, to predvsem iz italijanskega taborišča. Po drugi strani imamo pa tudi pričevanje, pismo od Alojza Kavčiča, ki je sicer bil pred vojno zaposlen v rudniku Idrija in ki je bil pretežen čas skupaj z Augustom Pirjevcem v nemškem taborišču v Guznu pri Linzu. Alojz Kavčič je potem leta 1944 napisal pismo, ki naj bi bilo poslano, to zdaj ne vemo, ali je bilo res poslano ali ni bilo poslano, bratu Augusta Pirjevca, Karlu Pirjevcu, in v tem pismu natančno popisuje, kakšne kalvarije so te ljudje v tem taborišču dali skozi in kako so jih mučili, pretepali in kako so potem tudi masovno v bistvu zaradi premalo prehrane, bolezni in vsega hudega umirali. In med take ljudi spada seveda tudi moj stari oče August Pirjevec. Pa bom kar začela s tem odstavkom.
Glede na to, da sva bila ves čas internacije velika prijatelja in do njegove poslednje ure skoraj vedno skupaj, ter kar me je malo pred smrtjo prosil, naj popišem njegovo in naše trpljenje v taborišču, izpolnjujem njegovo željo. Dne 27. junija 1943 so naju skupaj odvedli na slavni inšpektorat, slavni pod navednicami, inšpektorat prejšnjo kvesturo, kjer so naju vsakega posebej do dobrega pretolkli. Hoteli so naju prisiliti, da bi podpisala ovadbo. On je izjavil, da ne podpiše, ker ni resnična. Zato so nad nama počenjali še pozneje razne surovosti, kar pa ti bom raje ustno povedal, ko se bomo videli. Od tam je Avgust pozneje prišel za menoj v taborišče Kairo Montenote, seveda ves izmučen in zelo slab. Julij 1943. Draga Zora, ako nisi dobila številke 9, ponavljam najvažnejše. Slavica in Nida bi mogle Ivici pošiljati tudi taka živila, ki jih iz Ljubljanske pokrajine ne smete pošiljati. Tukajšnji interniranci, sami Primorci, dobivajo vsa različna živila brez omejitve. Zase pa prosim, krtačo za obleke, beležnico ali blok ali zvezek, kar imaš pri roki, naramnice ali še bolje pas, dopisnice, iglo in nekoliko sukanca, tudi za nogavice. Limon ni, torej prosim, če mogoče limonovo kislino v prahu. Tukaj ni cigaret, če ti ni neprilično, pošli nekaj pakeljcev tobaka s potrebnimi papirčki in žigicami. Draga Zora, včeraj sem dobil nakaznico 500 lir, denar dobimo izplačen v bonih, ki so veljavni le v taborišču. Piši mi obširno, zanima me vse. Če ni denarja, vzami posojilo. Draga Zora, dela nobenega, nobenih knjig, včasih šahiramo. Težko je življenje brez dela, brez knjig in daleč od doma. Iskrene pozdrave in poljube, tvoj Avgust. Jutri, nekako opoldne, se odpeljemo od tu, ne vemo pa še, kam nas peljejo. Po nekaj dneh, 8. oktobra 1943, so nas naložili v živinske vagone. V njih smo se vozili nepretrgano 4 dni. Hoteli so nas oddati v Dachau, ker pa je bilo tam prenapolnjeno, so nas peljali nazaj v Linz in nas oddali v Mauthausen, 26 kilometrov od Linza. Ob 5. zjutraj smo morali vstati, na kar so nam dali lesene cokle in jetniško obleko, ter nas odgnali v 6 kilometrov oddaljeno drugo taborišče, imenovano Gusen pri Linzu. Tam smo padli v roke pravih razbojnikov. To so bili večinoma Poljaki. Prve dni so neznosno divjali nad nami. Morali smo stati na prostem, na pol nagi od jutra do večera in vsakdo izmed njih nas je poljubno pretepal ter grdo ravnal z nami. Vsakdo, ki je bil za vsako malenkost do krvi pretepen z gumijevko, in večkrat so nas na tleh še surovo brcali. To divjanje je trajalo prvih 14 dni, nato smo bili dodeljeni na delo. Tam pa smo bili pravi sužnji. Delali smo v kamnolomu, v katerem je bilo nad 10.000 žrtev zaradi pretepanja, mraza, lakote in bolezni. Drugi so delali nove barake, tretji pa razna rokodelska dela. Z vsemi so grdo ravnali. Avgust je bil določen za glavnega tolmača in prav dobro se spominjam, kako je tolmačil našim trdim kmetom, kaj so zahtevali od nas v taborišču, kako se moramo ravnati.
Še brž, ko se je pokojni, se pravi moj staroče Avgust Pirjevec, zameril našim rediteljem, so ga poslali kot tolmača v kamnolom Kostenhofen. Tam je bil poveljnik pri delu Karl Fischer, Poljak cigan. Ta pokojnega ni mogel videti, kakor tudi ne njegov pomagač, Nemec, Otto Fouchenig. Oba sta ga zapostavljala na vse načine, ga žalila in mu vzdevala najgrše vzdevke. Končno sta ga začela neusmiljeno pretepati, ne da bi kaj zakrivil. Čeprav je bil tolmač, je moral kot drugi interniranci prenašati težko kamenje. Tako je prišel nekoč od dela ves objokan in brez naočnikov. Pokazal je razbite naočnike in ranjeno glavo, rekoč: "Ubiti sta me hotela." Nekaj dni pozneje so se zanj zavzeli njegovi prijatelji Čehi, ki so bili že 2 leti v taborišču. Priskrbeli so mu delo v tovarni Štajer, ki je bila v taborišču samem. Mislili so, da bo tam zanj boljše, toda tudi tam je imel smolo. Moral je ves dan prenašati težke kose železa, kar pa je bilo zanj pretežko, saj je bil zelo šibak. Dne 16. novembra je prišla iz Berlina v taborišče komisija, da bi se prepričala o naši krivdi. Polkovnik, Italijan, nas je zatožil, češ, da smo bili Slovenci in Hrvati privedeni v taborišče Guzen, ker so nas zalotili v gozdovih, ter da smo komunisti in nasploh nevarni. Ta polkovnik se je pisal Pasavanti. Avgust je bil ob tej priložnosti komisiji za tolmača. Tedaj je bil že hudo zdelan. Pred komisijo je moral stati po 6 do 7 ur na dan, a prav tedaj so nam še skrčili hrano. Zadnjič sem se srečal z Avgustom 14. decembra, ob 5. zjutraj. Bil je zelo izmučen in dejal mi je otožno: "Nimam skoraj nobenega upanja več. Od sinoči sem bil že 9. na stranišču. Vodo držim zelo težko in lahko sam vidiš, kako sem šibek, da motovilim kot vešča. Moči me čedalje bolj zapuščajo. Vidim, da je konec z menoj. Prosim, povej ali popiši na kratko moje oziroma naše trpljenje v taborišču. Pozdravi mi ženo hčerko, Karla in njegove, kakor vse naše najprisrčnejše, zlasti hčerko, ki je tudi v internaciji in trpi kot jaz za iste ideale." Pravzaprav toliko veliko nisem zvedla, ne. Vedela sem samo, da je bil bolan, da je težko, da ga niso dobesedno umorili, kot so veliko, ampak da je pač umrl od svoje bolezni, od utrujenosti, od prehudega napora in vsega tega, kar je bilo. Se pravi, tako rekoč naravne smrti, ki je pač bila posledica maltretiranja, ne. Toliko sem vedela o njem, ne.